Najboljša stvar mojih voženj na avtošoli pred izpitom je prišla čist na koncu. Z učiteljem vožnje Romanom sva zajahla vsak svoj motor in šla na relacijsko vožnjo po fajn cesti z ovinki, ko še ni bila zaprta zaradi poletne ujme. Ravno to mi je bilo najbolj všeč, da sem bila vsak na svojem motorju, sem imel občutek, da je veliko bolj z mano med vožnjo, da bolje vidi, kaj počnem. Zdaj, prednost je to, ko si omenil, da sem s tabo, druga stvar pa je, pri nas se kar v naši avtošoli prakticirajo učitelji vožnje, da spremljajo z motorjem. En razlog je ta, da si bolj mobilen, manj se urivajo avtomobili vmes, se pravi, sva skozi bolj v stiku. Zdaj, mogoče si opazil, da se ti jaz včasih malo preblizu pelem, ampak to se ti zato, da te imam pod kontrolo. Včasih ti tudi na tak način lahko malo ščitam hrbet. Pa v bistvu imam veliko boljši občutek, kaj čez ovinke počneš, ker smisel tele današnje vožnje so teli ovinki, pa da malo dobiš nekje en občutek, kaj je sploh smisel motorizma. Malo sva se ustavila vmes, toliko da mehko analizirava, kakšne si imel občutke, če mi malo kar sam poveš najprej. Super je, ful sem užival zdaj končno, pa tudi manj mi je vroče, ker sem malo furava, ker ponad temu mesto, ker moraš skozi stati, pa ker ti sonce ne žiga, je kar kriza. To je pa lepo. Zato vem, v čem uživajo motoristi. Super, sem vesel. Nekaj se pozna, motor mnogo bolj obvladaš kot 10 ur nazaj. Zdaj, če sam sebe pogledaš, tudi čutiš razliko, koliko si že bolj domač, nisi več trd, v ovinku ti pogled sega naprej, motor gre tja, kad ti hočeš, na začetku je on tebe malo vozil, zdaj pa ti njega voziš. Je razlika. Tako da čez ovinke pač pretiravati ne, peli s tako hitrostjo, da imaš še vedno rezervo. Ovinke včasih še ne vzameš najbolj lepo, oziroma si v desnem ovinku na sredini kar preveč obrobo včasih. Se pravi, začni ga rahlo ob črti, potem glej vnaprej teme ovinka, ker si v temenu ovinka že izhod gledaš. Tam si pomagi v serpentinah z zadnjo zavoro. Čim boš prvo zavoro stisnil, pa da si še s krmilom zavit, bo krmilo ti zaprt hotel. Se pravi, čez zavoj imaj vedno 10% rezerve. Ne iti na svoji meji, ker se ovinek zalomi bolj, kot se tebi mogoče zdi, če ceste ne poznaš dobro, potem nastane problem. Ponavadi so velike oči, zavora in takrat hoče iti motor naravnost. Se pravi, tudi če se ti to zgodi, da si v ovinku malo hitrejši, kot si želel, takrat samo pogled v smeri ovinka in motor bo ovinek speljal. Super, zdaj pa greva nazaj, kva? Ok, zmereno. Jaz sem za. Ja, sej, da se malo slediva. Glede na to, da je bilo včeraj na urje, še vedno sva pozorna v senčnih legah, mogoče je kje cesta mokra, mogoče so kakšne veje na cesti, ali pa od hudourniške vode kakšen pesek kje, tako da na to bod malo pozoren. Bom viš zdaj. Ok. Ravno to sem opazil, koliko več stvari me zmoti na cesti, ko sem na motorju. Ja, v avtu imaš 4 kolesa in vsaj eno vedno prime, če pa na motorju prime samo eno, so pa že velike oči, kot reče Roman. Veliko koristnih nasvetov je, da tako da me je čakala samo še ena vaja, potem pa izpitna vožnja.